Pozdravljeni. V tokratnih vaših pobudah ter vprašanjih se bomo ukvarjali z začetno ter končno fazo dirkaškega vikenda. Nekdo izmed vas mi je poslal celo kupico vprašanj, vezanih na inštalacijski ter častni krog. Razumeti moramo, da na začetku dirkaškega vikenda, predvsem na tistem prvem prostem treningu, vidimo kar nekaj inštalacijskih krogov. Ter seveda vsi vozniki, ko končajo dirko, se morajo vrniti v bokse, zato vidimo tako imenovani častni krog. Pojdimo lepo po vrsti in se najprej lotimo tistega inštalacijskega kroga. In tu bomo najprej pogledali definicijo, katero sem dobil na spletni strani ekipe McLaren. Inštalacijski krog je krog, ki ga bolidi naredijo z zmerno hitrostjo, kjer se preveri delovanje sistemov, poenostavljeno povedano. In seveda tista zmerna hitrost je zadeva, katero moramo vzeti z neko rezervo, zmerna hitrost za bolid Formule 1. Bolj zanimivo je pa vprašanje, zakaj morajo preveriti delovanje sistemov. Razumeti moramo, da bolid Formule 1 med eno in drugo dirko je razstavljen. In seveda, naprimer, za proste treninge ponavadi tudi uporabijo tisti starejši material, še posebej, ko ga imajo na razpolago, in govorim o elementih pogonskega sklopa ter menjalnikih. Zato je treba preveriti, če je res vse privito na svojem mestu, če so vsi kontakti pravi, če ni kakega zračnega mehurja, naprimer v hladilnem sistemu, in še bi lahko našteval. Tudi zato je potrebna zmerna hitrost, torej da voznik ne vozi na polno. Razumeti moramo, da je elektronika, katera je bistven del v sodobnem bolidu Formule 1, izjemno natančna zadeva in takoj zazna, vkolikor kaj ni perfektno. Zaradi tega je treba zadevo preveriti na progi. In kot zanimivost, ko boste gledali naprimer začetek prvega prostega treninga, boste opazili, da vozniki, ko imajo ta inštalacijski krog, uporabljajo ponavadi tisto najtršo pnevmatiko. Ni seveda obvezno, nikjer to ne piše, ampak po mojih osebnih izkušnjah, tisto pnevmatiko, katero bodo vozniki uporabljali na svojih inštalacijskih krogih, tokom vikenda boste videli bolj poredko, in govorim o dirki, da ne bo kakih pomot. In seveda, morda ste mnogi izmed vas opazili, da določeni voznik ima lahko več inštalacijskih krogov, tudi enega za drugim. Kajti pri inštalacijskem krogu ne gre samo za preverjanje sistema, ali vse deluje, ali je vse pravilno sestavljeno. Temveč gre tudi za to, da se določen material pripravi za uporabo. Da boste bolje razumeli, inštalacijski krog ponavadi izgleda tako. Voznik gre skozi pit lane na progo, nato odvozi tisti krog z tako imenovano zmerno hitrostjo, katera je po mojem osebnem mnenju še zmeraj visoka, za nas navadne smrtnike seveda. Nato, preden bi prečkal tisto ciljno črto, zvije na dovozno pot in prečka ponovno pit lane. Seveda, mnogokrat se lahko tudi ustavi v boksih ali pelje naprej. In ko pelje naprej in pride izven pit lana, poizkusi izpeljevanje. Prvič zato, da se privadi na proceduro, da dobi občutek za sklopko, ampak tudi da sklopko pripravi za delovanje. Namreč razumeti moramo, da pred vsakim vikendom vozniki imajo novo sklopko in ta še ni videla enega kilometra na bolidu Formule 1. Zato mora biti zglajena in poravnana, in pravzaprav tudi temu služijo inštalacijski krogi. Podobna zadeva je tista z zavorami. Namreč na začetku vikenda vozniki tudi pripravijo set zavornih ploščic in zavornih diskov, katere bodo uporabili naprimer na kvalifikaciji ter na sami dirki.
Potrebno je narediti nekaj zaviranj, da so zadeve delujoče, poravnane ter zglajene. Zato boste lahko videli, da na začetku prostih treningov nekateri vozniki so stalno na progi, nimajo pa nobenega časa. Seveda potem tokom prostih treningov lahko vidimo več drugih inštalacijskih krogov, kateri so lahko vezani tudi na to, da imajo bolidi naprimer kak nov element, da preizkušajo kako zadevo ali imajo vgrajene določene senzorje. A primarno vlogo sem opisal prej. In sedaj si poglejmo zanimivost vezano na tisti časni krog, kar je tudi bistvo skupine vprašanj, ki sem jih dobil. Namreč nekdo izmed vas mi je poslal poleg tistih vprašanj razgovor, ki ga je imel Daniel Ricciardo na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli, ko je bil tretji. Zanimalo ga je, zakaj sploh je treba spreminjati nastavitve v tistem častnem krogu, kateri je sorazmerno kratek, in zakaj more v vsej tisti evforiji pravzaprav voznik upravljati za tako kompleksno zadevo, kot je volan bolida Formule 1. Sprašuje se, a ni dovolj že to, da more voznik nabirati tiste drobce gume na svoje pnevmatike. In seveda po svoje ima prav. Vsi mi si še spomnimo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Malezije 2017, ko sta v častnem krogu trčila Lance Stroll ter Sebastian Vettel. Če se kdo sprašuje, zakaj takrat ni bilo kakšne preiskave strani komisarjev, vam moram povedati, da pravilnik Formule 1 je tak, da se dirka konča točno takrat, ko se prečka ciljno črto. In ukolikor ni bilo kakšne zunanje pritožbe, komisarji niso niti smeli tistega razpravljati, kajti dirka je bila končana. A vrnimo se k našem dogajanju v častnem krogu. Zanimivo vprašanje je že to, zakaj bolidi zbirajo tiste drobce gume na svoje pneumatike. Vidimo jih, da vozijo izven, tiste idealne linije. In to ne zato, ker bi kdo z njimi bil hitrejši. Namreč, ko se dirka konča, se konča za vse. Tisti, ki imajo krog zaostanka, ne prevozijo še dodatnega kroga, ko so drugi v častnem krogu. Ko prevozijo tisto ciljno črto, takoj za zmagovalcem se dirka konča. In mnogi izmed vas se sprašujete, zakaj je to potrebno. Namreč bolidi Formule 1 nabirajo tiste drobce gume, da dvignejo svojo maso, da jih slučajno ne bi dobili pod dovoljeno težo. Da se bomo razumeli. V roki imam kepo, katera je sestavljena iz drobcev gume, kateri so odpadli iz bolida Formule 1. In verjeli ali ne, ta mala kepa, teh nekaj drobcev je dobrih 125 gramov. Če pogledamo fotografije bolidov Formule 1, ko so v tistem Parc Fermé po končani dirki, boste videli, da na vsaki pneumatiki je lahko, to sicer ocenim jaz, celo več drobcev te gume, kot so ti v moji roki. In če je to 125 gramov, če pomnožim krat 4 pneumatike, pridemo takoj na tistih pol kilograma, kateri pa je že nekaj občutnega pri bolidih Formule 1. A bolj zanimivo je bilo naslednje vprašanje. Namreč poslušal sem, kaj so si izrekli Daniel Ricciardo ter njegovo moštvo v boksih po končani veliki nagradi Emilia Romagna. Bilo je ogromno čestitk, euforičnega veselja. A poleg ostalega sem zaslišal, da mu je inženir ukazal, da se gresta scenarij 12. In kaj je ta scenarij 12, zakaj je bil potreben v tistem častnem krogu? Sam moram priznati, da ne vem točno, kaj pomenijo določene šifre pri vseh ekipah Formule 1. Konec koncev lahko jih menjajo od dirke do dirke. Ni nekega kodeksa, ki bi nam navdušencem olajšal življenje. Te zadeve so stvar vsake posamezne ekipe. Kljub vsemu lahko skušamo sklepati, kaj pomeni scenarij 12.
Namreč voznik bolida Formule 1 lahko vse upravlja s pomočjo svojega volana. In najprej si bomo pogledali volan bolida RS20. Seveda, vsak voznik ima svoje preference in stikala so lahko malce drugače obrnjena, ampak vseeno, ta volan, katerega vidite na fotografiji, ima stikalo scenarij. Tam gor, zgoraj desno. To se pravi na mestu, na katerem voznik z veliko lahkoto upravlja različne nastavitve. In kot vidite, možne nastavitve so od 1 do 12. A še zmeraj ne vemo, kaj pomeni. In seveda tudi težko bomo zagotovo vedeli, ampak vseeno lahko pridemo do določenih zaključkov. Pogledal sem po razpoložljivih virih in dobil posnetek, kjer Jack Aitken razlaga malce, kaj vse pomenijo določena stikala na volanu bolida Formule 1. Takrat še v vlogi voznika tovarniške ekipe Renault in govorimo testnega voznika, da ne bo pomot. In ne kaže aktualnega volana, temveč izjemno starega, govorimo o eri V8. In sedaj sem primerjal stikala, katera je Jack Aitken razlagal na tisti starejši tehnologiji, s tistim, kar je bilo na RS20. In kot je verjetno marsikomu jasno, isto stvar lahko imenujemo na različne načine, a funkcija bo ostala taka, kot je bila. Zato sem nekako prečrtal vse tisto, kar je pripovedano s tehničnim pravilnikom in skušal razumeti, čemu služi tak tip stikala glede na tisto, kar je bilo prej. In po mojem osebnem mnenju tu ne gre za nič drugega kot za multifunkcijsko stikalo nastavitev hibridnega pogonskega sklopa. Da se bomo bolje razumeli, po končani dirki mora voznik znižati porabo goriva, znižati obrate motorja z notranjim izgorevanjem ter tudi drugače nastaviti tisti MGUK, kateri pomaga pri zaviranju in seveda kateri pomaga tudi pri ustvarjanju električne energije. Zakaj? Ker bolid vozi bolj počasi. Treba je tudi nastavitve spremeniti tako, da bo hlajenje bolida drugačno. Bolid gre bolj počasi, zaradi tega tudi zračni tok skozi hladilne reže ne bo tak kot še nekaj metrov pred tem. In seveda sedaj sem samo na grobo orisal tisto, kar se meni zdi, da mora voznik spremeniti. In jasno je vsakomur, da je ogromno dela, če bi vsako od teh nastavitev ročno ustavljal noter. Zato ima tisto multifunkcijsko stikalo, kjer premakne samo na določeno vrednost in se vsi parametri praktično spremenijo sami po sebi. In sedaj se boste vprašali, zakaj ima 12 nastavitev. Meni je sicer jasno. Ima lahko nastavitev za ogrevalni krog, ima lahko nastavitev za vožnjo za varnostnim avtomobilom v režimu Virtual Safety Car, ima lahko nastavitev za voziti na polno, za hraniti gorivo, za začetno fazo dirke, za končno fazo dirke. Če nekako potegnem črto, res lahko bi naštel ducat različnih situacij, kjer bi rabil take prednastavljene nastavitve raznih parametrov. In verjetno za vsak parameter imajo tisto šifro, scenarijo 1, 2, 3, 4. Zakaj scenarijo? Verjetno tudi zaradi tega, da se po radijski zvezi bolje razumejo. Ne vem, tako si sam predstavljam, kot sem povedal, ni točnih podatkov o tem, kaj bi pomenilo. A meni se zdi ta razlaga še kako verjetna. Toliko za danes, upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.